Koledovanje je star predkrščanski narodni običaj v času okrog novega leta. Kristjani so običaj prevzeli ter ga postavili v čas božiča. Koledniki se preoblečejo v svete tri kralje in hodijo po vaseh ter zbirajo darove za revne družine z otroki. Tradicijo koledovanja ohranjajo tudi v nekaterih vaseh v blejski občini, tudi na Kopleniku. Danes koledniki ne hodijo več od hiše do hiše, ampak nastopajo na enem mestu. Na Kopleniku smo se skupaj z vaščani najprej zbrali pod cerkvijo svetega Štefana. No, to je na vsak način je pozitiven ohranjanje kulturne dediščine. Spomnim se, da je bil tudi v mojih letih, mladih letih, tam okrog leta 60, se spomnim, so pobirali po hišah harmonika, eden je koš nosil in v ta koš so romale kakšne potice, klobase pa to. Potlej je bil pa na koncu tle pri Razingerju en tak zaključek, da tisto, kar so nabrali, so pojedli. Kako pa letos? Ja, zdaj je to majhen drugače, majhen je datum tudi drug, ampak fajn je, da se obuja vse to, da bo ostal za naprej. Ker zdaj je bilo to treba popolnoma na novo začeti, ker pač toliko in toliko let ni bilo tega. Kulturno društvo Bohinjska Bela že nekaj let oživlja tradicijo koledovanja. Kulturno društvo Bohinjska Bela, bom rekla, skoraj vsako leto priredi koledovanje. Predvsem zaradi tega, da to ohranjamo, to staro tradicijo, ko so včasih koledniki hodili takole ob novem letu po vasi, všili so srečno novo leto, počastili so prihod svetih treh kraljev in hkrati so tudi, zmeraj so dobili darove takole po vasi. In včasih je bilo tako, so bili te revni, so imeli te darove, sploh so jim pomagali, da so nekako lažje preživeli. No, zdaj pa tako, pri kulturnem društvu res pripravljamo to koledovanje z raznim spetjem, recitacijami, ampak ne hodimo od hiše do hiše. Koledovanje priredimo na Bohinjski Beli, Spodnji vas, Zgornji vas, Podklanc in to se ljudje zberejo, pač poslušajo to, prisluhnejo kolednikom. Namen je pa tudi, da si zaželijo srečno, da se srečajo, da se družijo. Za svete tri kralje pa ponavadi priredimo koledovanje tudi na Koplenku, no. Tako da ja, se izbere kar precej ljudi in res je to prilika, se pravi, majčkeno drugače kot včasih, ko so hodili po hišah, tle se zberemo, družimo, nazdravimo, zaželimo srečno, veselo, zdravo, tako. Naše sobotno druženje se je nadaljevalo v gasilskem domu ob Dobri Kapljici, Malici in Poskočnih Vižah. V prvem nadstropju je še na ogled zanimiva razstava, ki so jo pripravili ob lanski 600-letnici prve omembe vasi v pisnih virih. Čeprav se vas ponaša častitljivo letnico, pa ni med najstarejšimi v okolici. Vas Koplenik ne spada glih najstarejše kle v blejskem koncu, tako da so starejše vasi, ostale vasi so starejše pa to. Je pa res, da smo veljal do lansko let še prva omemba 1422, samo ker smo pa malo stvari raziskovali pa iskali, pa to smo pa ugotovili, da so da se že pač prej omenja že 1380, tamle v Lipniškem urbarju tako da bomo še raziskovali, pa bomo videli no še kako, ampak do zdaj je tudi ta razstava s tem namenom posvečena te 600-letnici. Je pa to razstavo pripravila Saša Vrečko, z Bohinjske Bele, vodi pri kulturnem društvu tole likovno sekcijo, pa tudi ona izvira njeni predniki iz te vasi. Vi kar veliko časa posvetite temu raziskovanju zgodovine?
Ja, me to kar zanima, veliko vem, no, pa to, je pa to resno, se odkrije še marsikaj na nov. Je pa problem, da vsa ta zgodovina pa ti podatki so večji del v Brixnu, so pa nam čistko laikam, pa to težko dostopni, pa še v nemščini, v gotic so pisan, pa v taki pisavi, ki jo danes težko še kdo razvozla. Član novo ustanovljene likovne sekcije pri Kulturnem društvu Bohinjska Bela je tudi domačin Marjan Burja. Čeprav že dolga leta živi v Kranju, je še vedno zagledan v svojo rodno vas. Pravite, da je ta slika tista vaša najljubša? Ja, res je. Narejena je sicer zadnja, posebej za svetega Štefana, ko je žegnan kon. Cerkev je namreč svetega Štefana, Štefan pa veste, da je zaščitni kon. Ne? In porodila se mi je misel, da združim konja in cerkev, tako da simbolika je v tem sliki podana. Vi ste domačin tukaj na Kopljenku? Jaz sem tu na Kopljenku, zdaj pa živim v Kranju, že od leta 1973. In v bistvu je narava tukaj bila ves čas vaš navdih za slikanje? Ja, moram reči, da začel sem kot otrok že živino pasti. Zgodaj, takoj že proti koncu vojne, 45. Pa moram reči, da tako lepega kraja, ki Kopljen ga ni. Meni je še zmeraj ta najlepši. Tudi zrak je, ne moremo primerjati z mestnim. In vse je ostalo še dosti v naturi, tako da ni velikih posegov še v to vas. Čeprav moje generacije ni več, vrstniki so vsi že odšli. Pač tako je. Pa še veliko slikate? Jaz moram reči, da kar veliko, ker sem kar v 4 klubih likovnikov. V Tržiču, v Kranju sta sicer 2, pa v Naklem še 1. Tako da imam kar dosti dela. Koledniki so se poslovili do prihodnjega leta, ko bodo po blejskih vaseh spet vabili k druženju.